Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Radenci so svetovno znani po mineralni vodi, evropsko znani po srčnem zdravilišču in slovensko znani po odličnem tramincu, ki raste v Kapelskih vinogradih. Občina Radenci postaja v zadnjem času predvsem znana po tem, da sodelujemo vsi akterji turističnega razvoja v Radencih, kar bi povedala lokalna skupnost, civilna sfera, javni sektor in pa seveda gospodarstvo. To se odraža predvsem v naših zelo mnogoštevilčnih dogodkih, ki jih organiziramo skoraj skozi vse leto. Če začnem z salamijado, velik dogodek ali pa velika priložnost v razvoju je bila v tem, ko smo dogodek preselili iz športne dvorane v zdravilišče Radenci, kjer smo, bi rekla, prvič sklenili z zdraviliščem roko in ugotovili, da lahko tudi prireditve, ki so bolj lokalnega značaja, izvajamo v zdravilišču. Od takrat naprej vabimo zdravilišče z roko v roko na vse naše prireditve. Prav tako pa tkemo nitke z domačimi ponudniki kmetijskih proizvodov, vinarji in pa vsemi tistimi, ki se želijo predstaviti na naših dogodkih. Kar pomeni, da zaključujemo svoje prireditve tako, da vključujemo vsa društva, ki bolj ali manj aktivno delujejo v našem okolju in lahko pripomorejo k razvoju turizma. Tukaj mislim predvsem na vinarje, medarje, športna društva in pa seveda ne smem pozabiti tudi naših javnih zavodov, ki so se zelo dobro odzvali in prepoznali naše prireditve kot svoje prireditve, predvsem prepoznali družinski festival Mačje mesto kot svojo prireditev, tukaj mislim na obe osnovni šoli in pa vrtec v Radencih. Mačje mesto je družinski festival, ki ga v Radencih razvijamo že 3 leta in ga seveda želimo razviti še naprej. Da smo lahko začeli razvijati dogodke oziroma prireditve v našem parku, smo seveda predhodno skupaj z zdraviliščem in pa z Radensko d.d. pristopili k obnovi našega senčnega parka, kar pomeni, da smo zgradili nove pogoje in pa novo infrastrukturo, predvsem všečni pogledu, da lahko razvijamo svoje dogodke v parku. In Mačje mesto, vemo, zgodbo smo razvili iz zgodbe Kajetana Koviča o mačku Muriju, kajti Kajetan Kovičič je naš častni občan, je nekaj časa živel tudi v naši občini in takrat, ko se je z starši preselil v Ljubljano, je svojega črnega muca povabil s seboj in seveda otrokom pripovedoval zgodbo o mačku Muriju, ki je v bistvu bil njegov črni muc, ki je prišel iz naše pokrajine v Muri v Belo Ljubljano. Tic Radenci se nahaja na avtobusni postaji Radenci, v centru Radenci. V Ticu nudimo turistom različne informacije v hrvaškem, ruskem, nemškem in angleškem jeziku. Imamo tudi zelo veliko promocijskega materiala o Radencih in celotnem Pomurju. Na zavodu smo naredili vodnik po občini Radenci. V katalogu so opisani znamenitosti občine Radenci, te pa so park, Trigracije, kapelica Svete Ane, znameniti radenski vrelci, cerkev Svete Marije Magdalene na Kapeli, cerkev Svetega Cirila in Metoda, vodnjak v Rihtarovcih in še veliko drugega. V Radencih poteka pot 5 vrelci življenja. Pot poteka med 9 vrelci mineralne vode. V železnem vrelcu si lahko turist tudi sam postreže z mineralno vodo. Pot je dolga približno pa 10 km in traja 3 ure.
Atilova pot, poteka pa po Kapelskih gričih. Začetek Atilove poti je pri turistični točki na Preši pri Kapeli. Potem se podamo mimo cerkve Svete Marije Magdalene do Atilovega gradu, kjer iščemo zaklad Atila. Potem se podamo mimo številnih vinotočev, kot je vinotoč Kupljen in vinotoč Belak. V Radencih imamo športno-rekreativni center Slatina, to je nogometni stadion. Potem imamo športno dvorano, kjer imamo veliko športnih prireditev. Imamo fitness Škrget, pump track stezo, ki je trenutno v izgradnji. Potem imamo tudi teniška igrišča, golf igrišča in še veliko naravnih igrišč. Osrednje prireditve v Radencih so Pomurska salamijada, katero organizira turistično društvo, Dvig mlaja, Radenski špricar, največja prireditev Maraton treh src, potem občinski praznik. Poletje začnemo z rekreacijo in radensko nočjo. To so delavnice za otroke dopoldne in popoldne za otroke po duši. Celoterenska prireditev se konča z večernim koncertom, v petek je rock koncert, v soboto pa radenska noč. Poletje končamo z tradicionalnim praznikom Traminca in dvigom klopotca na Kapeli pri turistični točki na Preši. Letos pa prvič gostimo tudi salon Traminca. Jesenske prireditve končamo z martinovanjem na prostem, katerega organizirajo turistično društvo Klopotec Kapela, Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela, Zavod za turizem in šport Radenci in občina Radenci. Leto pa končamo z znamenitim turističnim plesom, ki ima vsako leto dobrodelno noto in se odvija v hotelu Radin. Namen dogodkov v Dosorju je specifičen in zelo ciljno usmerjen. Želimo namreč razbijati stereotipe o starosti. In s tem namenom se poslužujemo aktivnosti, ki so zanimive tudi za zunanje obiskovalce in ki jih privabijo v hišo, ki je pravzaprav dom starejših občanov. Tako se poleti na našem poletnem odru odvija Dosorjeva vetrnica, ki vključuje glasbene, humorne in plesne prireditve. In vetrnica se vrti vso poletje ob ponedeljkih zvečer. V jesenskem času namenimo več pozornosti tistim ljudem, ki želijo prevzeti odgovornost za svoje počutje, za svoje življenje, za svoje zdravje in organiziramo cikluse predavanj, ki jih skupnim imenom poimenujemo Za rast srca. V zimskem času je fokus dogajanja v Dosorju so pogovorni večeri sledi, skozi katere želimo pokazati pomen celovitosti družbe. Zimski čas je čas tudi literarnih večerov v naši knjižnici. Pomlad zahteva nekaj bolj kreativnega in tako se je odvilo v Dosorju že 9 mednarodnih likovnih kolonij. Vsak mesec odpiramo tudi razstavo v naši avli, razstavo izbranega umetnika. Tudi Dosorjeva infrastruktura se prilagaja ponudbi našega turističnega kraja. Tako razpolagamo z 2 kavarnama, ki sta tematsko urejeni, poletno teraso, restauracijo, ponujamo linijo naših keksov Keksijada, za tiste z bolj prefinjenim okusom tudi linijo Naturovita. V poletnih mesecih je za obiskovalce na voljo Vita Bum, skodelica z sadjem. Ponujamo pa tudi posebne piškote, imenovane traminčki, ki vsebujejo esenco kapelskega traminca. V prihodnje si želimo predvsem obnoviti oziroma rekonstruirati naš zunanji bazen in ga spremeniti v biološko kopališče oziroma biološki bazen. Želimo družinski festival Mačje mesto razširiti na 3 oziroma na daljši rok na 7-dnevni festival. Želimo, da Radenski uspe po zaključku denacionalizacije obnoviti Radenski muzej, ki nosi bogato zgodovinsko izročilo o najdbi mineralne vode v Radencih, in seveda želimo, da se z nami
razvijata tudi zdravilišče z še večjo rastjo nočitev in pa kazino, še z večjim obiskom in seveda skozi to se potem bogati proračun, s katerim bomo lahko nadgradili tudi svoje občinske prireditve, še v bogatejše in še v lepše in predvsem v bistveno bolj všečne za domače ljudi iz domačega kraja in pa i širše. No, naša začetniška pot se je začela že davno nazaj, ko je moj ded, je v bistvu začetnik sicer ne turistične poti, bolj transportne poti, 1966 kupil svoj prvi tovornjak in kot eden izmed prvih začel tudi razvažati slatino po Pomurju. Tako smo se v bistvu, oziroma oče, ki je prevzel kasneje, 1992, se je odločil, sedaj že 10 let, odkar Vila Ana stoji, da se nekako usmerimo tudi v turizem. Vila Ana trenutno ima 6 apartmajev. To so apartmaji, sodobni apartmaji, opremljeni z kuhinjo, z vsem, kar trenutno gost potrebuje. Vsak apartmaj ima tudi namreč svoje ime, potem smo nekako posebni. Hoteli smo prikazati zgodovino samega kraja na tak način. Davnega leta 1833 je stekla prva steklenica Radenske v našem kraju in tako smo tudi častno poimenovali prvi apartma po našem znanem iznajditelju, dr. Karlu Henu. Zaradi njega imamo tukaj sedaj našo vodo Radensko, na katero smo vsi zelo ponosni. Vila Ana, samo ime, pa je recimo izvira iz imena njegove žene, ki je bila tudi Ana, tudi jaz sem Ana. Vsak apartma pa v bistvu ima ime po nekakšnih znanih Radenčanih, torej prvi apartma se glasi dr. Karl Hen, drugi apartma Ana Hen, tretji apartma Jurij Hildebrand, ki je nekako v tej družini nadaljeval to vejo naprej, črpanje Radenske. Četrti apartma je Jožef Hun, tudi on je potomec družine Hen. Peti apartma je dr. Ante Šarič, on je bil sicer priženjen v to družino, ampak je tudi mnogo prispeval k samemu razvoju kraja. Ter zadnji apartma je dr. Erik Kline, to je pa seveda znan zdravnik, ki še ga sedaj starejše generacije poznajo. Zraven apartmajev se v Vili Ani nahaja tudi splošna ambulanta, Detenzor protibolečinska ambulanta, to je sicer sedaj nekaj novega, ter kozmetični salon, ki je v bistvu že od samega začetka pri nas. Kot novejšo ponudbo sedaj že skoraj 3 leta imamo zunanji brezplačni bazen, torej uporabo bazena, kar je v bistvu pri gostih zelo navdušujoče, so kar zelo zadovoljni. Lahko si sposodijo tudi naša kolesa, seveda brezplačno. Prav tako imajo določen popust na uporabo termalnega parka v Termah Radenci, uporabo savn v Termah Radenci. Pri nas pa najdejo tudi vse informacije o bližnji okolici, o aktivnosti, ki jih lahko tukaj počnejo. Namreč smo zelo vinorodna dežela, tudi dežela kolesarjenja, pohodništva, okušanja dobre domače hrane. Še posebej radi jih napotimo h kakim lokalnim kulinaričnim specialistom. Naši plani oziroma želje za prihodnost so izgradnja zasebnega spa centra. Nekako bi radi ponudili zasebne savne, zaseben džakuzi. Naša nagrada za naše delo je pa predvsem to, ko vidimo, da so gostje zadovoljni, da se dobro počutijo pri nas in si nekako že v prihodnje želimo čim več zadovoljnih gostov, čim več
dobrih ocen in pohval. Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Janžev hram je najbolj prepoznaven po Janževcu. V Janževem hramu imamo tudi okrog 150 let staro vinsko prešo. Tudi sama zgradba je stara okrog 150 let, s tem, da je bila 1954 leta obnovljena. Sama stavba je tudi pod spomeniškim varstvom, tako da je tudi že to razlog, da je res stara. Notranje kapacitete so okrog 100 ljudi v 2 prostorih. V enem prostoru imamo maksimalno 70 ljudi za skupino. V Majstrovi sobi je za 25, pa tudi na preši lahko pogostimo tudi do 30 ljudi. Zunanja terasa pa je čisto odvisno od kakšno zadevo pripravljamo, če je to piknik, je lahko tudi do 300 ljudi. Naš odpiralni čas je samo med vikendi. Delamo predvsem za zaključene družbe, na prinaročene, ampak se tudi ne branimo, če prije kakšen gost individualno. Naša specialiteta je predvsem zunanji žar. Skozi leto pripravljamo večinoma hrane vse v letni kuhinji, na žaru na oglje, z kulinariko juga, bi rekel, izpod peke, kozlički, jagenjčki, odojek in vse, kaj se na žaru da narediti. Večinoma imamo zelenjavo in sestavine lokalnega proizvajalca, tako da tudi za vse se najde nekaj. Seveda tudi sladice so v našem programu predvsem domače, štajerska oziroma prleška gibanica, pa ajdova gibanica. Večinoma so to priloge z zelenjave oziroma prebranec, siri, pečena paprika, polnjena pečena paprika z siri. V glavnem imamo poudarek na zelenjavnih prilogah in prebranac. Vina ponujamo izključno Radgonskih goric, vina Radgonskih goric, kajti tudi najemniki smo prostora, ki je v lasti Radgonskih goric. Naša letna kuhinja dela tudi po zimi, tako bi lahko rekli, da je letno-zimska kuhinja zunaj. Poleg žara pripravljamo tudi vse domače specialitete, od pohanega piceka do... To je največ delamo po sami želji gostov. Večinoma so razne obletnice, od rojstnih dnevov, porok, tudi kakšne krstitke,
Birma, obhajila. Naši plani so, kar se sami vidite, tu smo začeli postavljati vinogradniške sode, ki so bili v tej kleti pod Janževim hramom. Tu bomo tudi, mislim, da bo naslednje leto že obratovalo glamping v sodih, nočitve v sodih, ker enostavno smo med samimi vinogradi, kjer je ogromno pohodnikov, ogromno kolesarjev in mislim, da bo ta zadeva tu nekaj zanimivega, nekaj posebnega.